Z mano tokrat v podcastu televizijska igralka, pa tudi gledališka igralka, lahko ji rečem tudi pisateljica in TV voditeljica Zvezdana Mlakar. Lepo pozdravljena. Pozdrav, hvala lepa za vabilo. Zdaj, kot la res dobrodošli. Ravno to bom kar s tem začela. A je malce nenavadno sedeti na drugi strani? Pravzaprav prav dobrodejno, ker na tvoji strani je zdaj večja odgovornost na nek način. Jaz se bom pa potrudila, da bom pač upravičila pričakovanja in da bom, kar pa meni ni težko, dovolj gostobesedna in živa, da bo pogovor zanimiv. Ampak drugače je pa na uni strani težje, vsaj meni. Zdaj, glede na to, seveda, zdaj, če že omenjava to stran, bom kar začela s televizijskimi oddajami. Te oddaje so, velikokrat verjetno slišite, da rušile tabuje, pa bile res iskrene, res ste vrtali v potankosti, tudi svoje življenje ste nam večkrat dali na pladnju, da smo lahko kaj ven se naučili in razbrali. Jaz vam moram povedati, da vaše pogovorne oddaje so bile meni osebno en velik vzor in en velik, morda ena želja po tem, da so lahko pogovori tudi drugačni. Kot novinarki, ne? Ja. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da so dejansko te vaše pogovorne oddaje bile, kot da smo v vaši dnevni sobi. In nikoli nismo imeli občutka, da postavljate samo vprašanja. Ampak da me v resnici zanima, ne? Ja. Kar je tudi bilo res. Mislim, jaz nisem novinarka, ne? In nisem obremenjena nič s tem, kako bi moral izgledati en pogovor, po novinarsko, ne? Ampak jaz sem igralka, se pomeni, mene zanima zgodba, mene zanima se dotaknem, da čutim, da lahko ponotranim nekaj, da razumem in tako naprej, da širim, da začutim dramaturgijo nekega dogodka in tako naprej. In iz tega sem jaz izhajala. In zato, ker sem začela, midva z Rokom, mojim urednikom, nisva pričakovala niti v sanjah, da se bodo ti pogovori tako prijeli, oziroma da se bojo tako slišali. Rekla sem mu pa malo mi boste morali zaupati, jaz pač ne bom delala, a veš to, kar že vi vsi delate, mislim. Jaz bi delala to tako, kot si jaz predstavljam. In glede na to, da sem na tem drugem stolu jaz že velikokrat sedela kot igralka, pa so me kaj spraševali, pa sem videla, a veš v očeh, kako imajo listek, pa ves čas gledajo, a bo že odgovorila to, moramo še to vprašati. In nisem imela nobenega stika s človekom in sem vedno šla iz teh pogovorov na nek način prazna, ne? Ker nismo se nič do konca zmenili, nismo se nič do konca zares dotaknili, oziroma nisem čutila, da na uni strani v resnici zanima to, kar jaz delam, oziroma to, kar jaz sem, ampak da bo zdaj pač vsem pokazal, kako je on naštudiral, kar se je dalo o meni prebrati in tako naprej. No in jaz nekaj tega ne bom delala, jaz se bom poskušala pogovarjati, gledati v oči, začutiti in pa smo seveda imeli tudi tišine in je Rok prišel k meni pol povdaj, kaj bomo pa zdaj naredili, tam si bila pa kar tih, jaz sem rekla, če nisem vedela, kaj ne rečem, mislim, ker me je tako se dotaknil gost ali pa me je tako pretresal in sem rekla, pusti to pauzo, meni verjemi, ja, pa to, veš, Zvezdana na televiziji, to tako ne gre in sem rekla, Allah mi zaupaš, dajmo probat, če gre, ker eno je prazna pauza, eno je polna, ne, polna tišina. In potem je pa on mene tudi kakšne stvari naučil, tako da sva bila dober tandem, no. In jaz tudi nisem imela nič proti, ko je on mene učil, naprimer, da kljub vsemu moramo ves čas misliti, da je to nacionalna televizija, da gre za vse Slovence, da ne moramo nagovarjati samo mislim, da moramo čim širše to delati, da kakšnih stvari pač ne moreš dati na nacionalko
ker so preveč mejne, zaradi tega, ker je to za vse ljudi. Jaz sem se morala tudi prilagajati, oziroma sem se to učila in meni ni bilo težko. Meni je zdaj v teh letih kot ustvarjalki itak izziv, da mi daš zelo malo prostora in da tudi v njem se znajdem in tudi v njem povem ravno toliko zelo intenzivno in močno, kot če imam toliko prostora. Morda sicer težje, ampak vseeno pa je važna osebina na koncu, ne pa dolžina. Samo osebina je važna in če znaš vsebino tako skoncentrirati, da jo lahko daš v tudi čisto majčken prostor, imaš drugačno voljo toliko, so to potem res posebne veščine in je to res, potrebuje svojo ustvarjalnost. In zdaj vam jaz po tej kilometrini že to samozavest, da si to tudi upam narediti, to se pravi, da nisem slabe volje zaradi tega, ali pa, naprimer, če tudi kaj ne znam, da vem, se bom pač naučila in tako naprej. Zdaj, majčkeno vidim podobnost v tem, da tudi sama nisem po profesiji novinarka, da sem sicer vrstvoslovka, torej iz tistih vod in mogoče potem res bolj zaslišujem, kot pa se pripravljam. Zato sem tudi rekla na začetku, Zvezdane, se opravičujem, nimam vprašanja, ne bova šli, kamor naj bo odpeljalo. In to je tudi, se mi zdi, bilo glavno vodilo vaših teh pogovorov, kjer, kot sem rekla, res ste imeli ogromno gostov, ogromno takšnih gostov, ki so res nas lahko marsikaj naučili. Hkrati ste pa zelo velikokrat s temi gosti sami raziskovali ali del svoje osebnosti, svojih travm, če želite. Kako težko vam je to bilo vendarle pred kamerami? Tako je, človek vedno izhaja iz sebe, ne? In jaz razumem, da je pogovor dialog, se pravi, da moram znati poslušati, to sem se morala malo naučiti, ne? Res poslušati natančno. Jaz sem tudi, Roki tudi sva bila zmenjena, jaz sem vedno morala dostaviti 20 vprašanj njemu, ne? Zato, da je imel za kamermane in za tako. Ja, ampak sva se pol zmenila, ker sem jaz pač vedno pol odplula kam drugam in mi je pol začel zaupati, da samo prvega vprašanja se drživa, ostalo pa kakor me bo zapeljalo, ker se zavedam te energije, ki teče med nami, sem jaz vedela, da jaz ne morem zdaj sedeti tukaj z ene pozicije, a veš, jaz vse vem, boste vi meni kaj povedala, ne, tako da imam jaz občutek, da se moram braniti, ne, in da moram nastopati, mislim, da bi imeli, vsi ljudje si pred kamero želimo izpasti dobro, mogoče celo boljše, kakršni smo, ne. To je človeška želja. In jaz sem na drugi strani bila za to, da, sem tudi vsakemu gostu rekla, ker na nacionalki sedeti pred unimi kamerami v studiu ni lahko, ne. Tudi zelo znanim in veščim ljudem ni bilo lahko. Njim predvsem zaradi tega, ker so vedeli, da ne bojo kar tako kemen 3 dni govorili, ne, in si delali reklamo, ampak da bojo morali kaj res povedati. Se spomnim Zrnca, ki je rekel, zdaj pa moral res kaj povedati Zvezdana, ne. Hkrati pa, da jih jaz varujem in če hočem, da mi bojo res zaupali, da se tudi jaz odprem. Se pravi, jaz nisem nič drugačna kot vi, ti, Eva, draga moja, tako kot vsi ti, ki bojo gledali. Mi smo vsi sleherniki in mi smo vsi krvavi pod kožo in to, da vzpostaviti neko energetsko vez z nami vsemi v pogovoru je zelo pomemben, ne? Da se tako zavedaš, da se pravi, jaz nisem tukaj zato, da bom jaz tebi kaj povedala ali pa da bom jaz tebe naredila zanimivega, ampak jaz sem tukaj ti na voljo in bom tudi jaz kaj svojega povedala, da boš ti videl, da se ne bojim in da me zaradi tega ne bojo naslednji dan pluvali po ulici in tako naprej, ne. Zdaj, glede na to, da omenjate to energijo, se pa zagotovo zgodi, toliko različnih gostov je prišlo, z nekaterimi se verjetno to začuti bolj, z drugimi manj, ne? S tistimi, kjer se to začuti manj, vam je bilo takrat težje? Ja, težje mi je bilo voditi pogovor, ker sem morala iskati njegovo tisto toplino, to točko, kjer se mu pa bo vseeno odvezal. Včasih mi je kar tekal po hrbtu, ker nisem mogla nekako priti blizu, nekako začutiti. Ampak
več ali manj je pa vedno na koncu uspel. Ne? Se zato so bile te oddaje tudi dobre, zaradi tega, ker je Rok potem montiral še oddaje. Včasih je kakšen človek rabil 10-15 minut, da je začutil, da je pozabil na kamere in ker jaz sem rekla, samo mene, glejte, eye contact, tukaj ste doma in jaz sem res pazila na nje. Tudi kadar je, na primer, včasih kdo pozabil, kje je in je hotel preveč povedati, ker sem začutila, saj veš, svet je danes krut, da bi ga lahko, mislim, da bi mu bilo žal, da bi bil preveč izpostavljen, sem jaz stopila na bremzo in pa smo nekaj drugega se šli pogovarjati. Ne? Ja, da je bilo varno okolje. Ja, da je bilo varno, ja. Saj to najbolj rabimo, ne. In potem lahko zasvetimo v svoji človečnosti, takšni, kakršni smo, če se počutimo varne, ne. Glede na to, da so bile te oddaje takrat res zelo gledane, veliko se je o njih govorilo, tako pozitivno kot tudi negativno, seveda, nažalost smo trenutno tudi v takšnem obdobju, kjer je tega negativizma morda celo več, pa vendarle takrat so se vas te komentarji kaj dotaknili. Ali sta z Rokom vedela, da delata dobro? Jaz, zdaj tako, teh komentarjev v bistvu redko kdaj dobivam, zelo negativne. Zadnje čase se je to mal bolj razpasal, se mi zdi, da prav razpasal, ne? Da tako, da prileti en negativen, pa se hitro še vsi oni, ki se drugače ne bi upali, in če ga ne zbrišeš, pa se še kar mal, kako bi rekla, kotijo. Nisem jih šla brat. Jaz sem takrat odprla te svoje socialne profile, ampak zaradi oddaje, da bi videla, kaj ljudi zanima, kaj mi je všeč, kaj jim ne. V osnovi pa se me, tako kot se me tudi danes, ne dotaknejo kritike, s katerimi nimaš kaj delati, kakor grozna si, takšna pač sem, no. Mislim, če sem tebi grozna, sem tebi grozna. Jaz zdaj, če bi ti meni povedal, ne, morala bi biti taka in taka, da ne bi bila grozna, bi jaz lahko presodila, a sem jaz lahko taka ali taka, a je to v skladu z mano, tako pa je to brez veze, ne, mislim, to so pač izjemno težki časi, ker si seveda za anonimnostjo vseh teh paravanov in profilov ljudje marsikaj upajo, v bistvu se pa samo slačijo svojo nemoč, svojo nevrednost in zaradi tega se me pač to ne dotakne. Ne. Tu pa tam se me je kdaj dotaknila kakšna kritika, kakor nekih strokovnjakov, ki so tudi pisali, naprimer, varuhu človekovih pravic, ne, cele traktate oziroma cele liste, cele pole, kaj jaz delam narobe oziroma kaj je vse narobe na televiziji. Se mi je zdel malo, ker sem videla, da se matrajo, ker morajo odgovarjati, ne, v osnovi pa se mene to ne dotakne. Mislim, ker če bi se me, draga moja Eva, jaz sem na tnalu kot igralka prbita, ves čas so kritike po predstavah, še hujše bile včasih in tako naprej in to je treba zdržati. Mislim, to je pač del življenja, vsem ne moreš biti všeč, še Jezus ni bil vsem všeč, ne. Torej, kaj šele mi, navadni smrtniki in so pa fajn, če so kakšne konstruktivne kritike ali pa če jaz, na primer, vidim, da je nekdo nekaj videl, kar sem bila jaz sveto prepričana, da je to tako, pa mi odpre nek pogled, seveda spoštljivo, potem jaz to upoštevam, zakaj pa ne, saj jaz nisem najbolj pametna na svetu, kdo pa je tudi, ne. Ja, ampak zdaj ste omenili igralsko pot, kot igralka, ja, absolutno ste še bolj na udaru, a ne? Ampak glede na to, da ste zelo mladi vstopili v to vlogo, verjetno to vseeno ni kar prišlo čez noč, ta neka trda koža, to se me pa ne dotakne, ker se mi zdi, da igralstvo, sploh morda študij na GRFT-ju, ni najbolj prijazen, kar se tiče teh kritik. A ne? Se mi zdi, da igralci ste v času študija veliko bolj na udaru za kritike, kot pa nekdo, ki študira ekonomijo. Ja, to pa absolutno. Tisti naredi ali pa ne naredi izpit. Ja. Ne, jaz sem študirala še celo v tistih hudih časih, kjer so nas res dobesedno, kako bi rekla, razstavljali na prav faktorje, tako je bila taka neka doktrina takrat, da zdaj pa seveda, če si bil ti zelo občutljiv, je to bilo zelo težko. Meni je bilo zelo težko, to moram priznati. Jaz sem, tako kot sem imela rada študij in tako kot sem rada, s takim zanosom se učila biti igralka in tako, je bilo pa to eno mojih najtežjih obdobij, ker pač nisi siguren vase, tako itak še ne. In najhujše mi je bilo predvsem to, ker nisem razumela, kaj bi radi od mene, ne.
Veš, da to je ta kritika tako zelo pomembna, ker kritika, jaz sem se skozi te moje oddaje zelo veliko naučila, ne. Doktor Željko Čurič je meni povedal, kritika je konstruktivna, ko ti pove, to mi ni všeč, jaz bi si želel, da bi to bilo tako in tako. In potem si to kritiko lahko kaj pomagaš, lahko se res korigiraš, lahko pa se zavestno ne korigiraš in rečeš, to ostaja tako. Jaz pa nisem kot mlad človek, jaz nisem vedela, kaj je to teater, kaj je to dober teater. Jaz se spomnim, nam so dali zvezek, pa smo morali gledati svoje kolege, pa pisati noter, kaj ni v redu, on naredil na odru. Jaz vam moram povedati, meni je bilo Isusova muka, kaj naj jaz vem, da kaj je moj prijatelj naredil narobe na odru, ki v bistvu šele 2 meseca na odru stoji, ne, v življenju. Tako da, in to je bilo kar težko. Se pravi, zaradi tega, ker nisem razumela in tudi kritike, naprimer v teatru, ko so včasih so bili te kritike režiserjev, ne, mladih punc nas na odru, se pravi, bolj izpostavljenimi in tako, to so bile, uničujoče kritike. Jaz včasih noči nisem spala, ker sem jokala, pa še vedela nisem, pa razumela nisem, kaj bi radi od mene. In jaz dansko gledam nazaj to, kar sem jaz delala kot mlada in tako. Pa jaz sem bila neskončno talentirana, jaz sploh ne vem, kaj so hoteli od mene. A so mi hoteli povedati, da sem preveč svobodna, preveč pogumna, preveliko potezna. Danes mlade te njihove lastnosti podpiramo in jih še vzpodbujamo. Takrat so mi pa rezali krila. Moraš vedeti, da jaz meni so porezali krila, jaz sem 10 let rabila od akademije, da sem spet zrasla, da sem lahko zaslišala sebe, svojo resnico, to, kar jaz sem. Zakaj? Ja, to je bilo pač tako, ne, ker so oni hoteli iz tebe v bistvu te razsut in te na nov zgraditi, oblikovati po svoji podobi. Zdaj pa, če si ti bil bolj prilagodljiv, pa če si ti bil bolj, nisi imel toliko zelo nekega notranjega klica, si se ti to lahko naredil. Jaz pa tudi, če sem hotela, to nisem mogla narediti. Jaz sem si želela pripadati, se oblikovati tako, kot so ljudje od mene pričakovali, ampak to od znotraj ni dal, ni bilo, premočno je bilo, ne? Temu pa nisem verjela in sem to zatirala. Z vsemi močmi sovražila sebe. Se spomnim, kolikokrat sem si mislila, pa zakaj se ne moreš sam nasmehniti. Pa sem se tudi smehljala. Pa jaz nisem bila problematična, jaz sem se trudila vse to delati, ne? Ampak od znotraj je bilo nekaj močnejše. Je klical in je v bistvu vzbrstelo lahko šele na moja zrela leta. Tako da jaz tudi šele zdaj delam v teatru, o katerem sem jaz sanjala, ko sem bila mlada. To se pravi, ta teater je zdaj šele prišel. Ko jaz v bistvu iz teatra na nek način že odhajam. Ne. Ampak se smejim, ne. Sem pač mogoče, ali bi se potolažila, pa da bi rekla, da sem bila pred časom, ali pa da je pač moje življenje, se pravi, poslanstvo mojega življenja je bilo to, se naučiti potrpežljivosti, počakati, razumeti čas, pa kljub vsemu pride do tja, kjer je tvoja vizija doma. Kar pa ni vedno lahko biti potrpežljiv, pa čakati v tem poslu. Ne? Se mi zdi, da marsikdo bi rad šel kar malo z glavo čez zid, samo zato, da čim prej do tega nekega željenega cilja pride. Ste imeli kdaj občutek, da ravno zaradi te vaše drugačnosti kakšne vloge niste dobili? Ja, seveda. Seveda. Poleg tega sem jaz kot mlada ženska, mlado dekle dobivala take seksi vloge. Jaz sem bila luškana, cortkana, seksi, pa sem se začela črno oblačiti do sem gor, kratke lase in tako, vse živo sem poskušala, da bi se otresla tega, da lušna ženska, seksi ženska, nima nič zapovedati, razen da miga z ritko gore. Jaz sem dobesedno, so mi rekli, nič drugega ne delaj, sam pej čez oder, pa z ritko migi. Ne. A veš, to je za igralko v resnici žalitev. Ne. Hkrati pa nisem imela, to pa tudi nisem imela, a veš, samozavest, jaz sem prišla z majhnega kraja. Moja mama je bila samohranilka, meni je oče umrl, kuharca. Jaz nisem imela te
te veliko poteznosti, da bi to, kar jaz v resnici sem bila, tako šlo ven, kakor danes gre, ne? Kakor so imele kakšne moje kolegice, ki so prišle iz nekih bolj celostnih družin in tako naprej. Tako da sem se ves čas lovila. Jaz sem se res lovila. Res sem trpela. Si verjetno niti ne predstavljate, da bi takrat se uprli, pa bi rekli, ne bom migala, jaz bom tudi kaj povedala. Ja. In sem čakala, ampak sem imela, lih toliko me je življenje imelo rado, da sem imela vsake toliko časa, sem dobila kakšno fajn nalogo in sem vse naloge naredila perfektno in tudi nagrade taka dobila in zadnjič mi je rekel moj kolega v drami, ne, ker sva se nekaj pogovarjala, kako je zdaj v bistvu v teh zrelih letih nekih vlog ni, pa tako, kako bom odšla, pa sem tako nekaj verjetno žalostno bolj rekla, kakor da nisem se izživela, kar se res nisem v teatru in je rekel Zvezdana, ampak ti veš, mi vsi te imamo neskončno radi in te spoštujemo, tako, mislim, tako me je potolažil in mislim, da me kolegi res spoštujejo in to je tudi nekaj, ne, a veš, da si med svojimi, da vidijo nekaj v tebi, kar si tebi zdi mogoče, da ne vidijo, ne, ali pa karkoli že. Če se gre za neko primerjavo z njimi, ne, ker se mi zdi, da ljudje pa vas, gledalci in vsi tisti, ki radi gredo v gledališče ali pa so si pogledali, pa si še vedno pogledajo kakšno serijo in tako, pa vidijo to v vas, predvsem to iskrenost. Ma ne, sej, veš, kadarkoli mene prime kakšna takšna, sej veš, ti bi še vedno bi lahko boljše naredil, pa še vedno bi lahko imel več priložnosti ali pa ne vem kaj, pa si pomislim, Zvezdana bo tihne, imam prekrasno kariero, mislim, zelo barvito, zelo raznoliko kariero, tako da jaz nimam kje zajamrati, mislim, to so te pač, sej veš, mi nikoli nismo čisto do konca zadovoljni sami sabo in jaz mislim, da je to prav in jaz mislim, da bom tudi tako umrla, še bi lahko naredila, ki je, tam bi lahko naredila boljše, pa še to bi lahko naredila boljše ali pa tako naprej. No, to nas pa tudi žene k napredku, ker če tega ne bi bilo, bi pa tudi zaspali. Ja, zato se meni toliko smešno včasih zdi, ki mi kdo reče, pa tebi je lahko, ali pa kaj si ti misliš, da si, mislim, kaj si ne, jaz mislim, da sem, mislim, kako, zaradi česa si ne, jaz mislim, zato, ker mene ljudje poznajo, jaz nisem sanjala, mislim, povezala igralstvo pa moje delo s tem, da bom slavna. Mi se takrat tem nismo pogovarjali, tudi ni bilo tako, kot je danes in to mene še danes v resnici ne zanima v prvi vrsti. Jaz sem že parkrat naredila in šla iz kakih projektov, ki bi mi prinesli ne vem koliko slave ali pa tudi ne vem koliko denarja, če se nisem noter videla in našla, sem šla. Mislim, to ni meni slava, meni slava definitivno ne pomeni, ni na prvem mestu, ne? Je pa slava zelo dobrodošla, če si ti realen, če si na tleh, če veš, kdo si, ki ti to pomaga, da lahko svoje ideje širiš močneje, širše in tako naprej. To, zaradi tega je pa dobro, mislim to. Ker gre tudi glas lahko bolj med ljudi. Ja, ker gre glas dlje, ne. Pa vas je kdaj ta prepoznavnost vseeno ovirala v vašem življenju, govorim zdaj zasebno? Jaz nisem tega tako čutila. Nisem, mislim, da smo Slovenci zelo, mislim, Slovenci ne bo kar takole neke davu ali pa ne vem kaj še vse. Mislim, da mislim, tudi noben moj kolega tega ni rekel in mislim, in je vedno imam lepe izkušnje, vedno. Tako da unik, mislim, ne vem, vedno. Včasih se mi celo fajn zdi in si rečem, lej, se veš, naši honorari so lahko dokaj borni, ne, in tako, in pa si pa mislim, jaz se spomnim, da me je včasih še prej, mnoga leta nazaj, včasih mi je rekel mož, ja, vidiš, kaj vse zastonj delaš, pa kaj hodiš delati, pa tako, pa sem šla k mesarju, pa mi je on dal mečken boljši kos mesa, pa sem prišla domov, pa se je rekla, danes sem dobila honorar, se sem kos mesa plačala, ampak je bil boljši. Pa je bil potem tudi mož potolažen, pa je rekel, ja, ne, tako da sem, veš, jaz pač mislim, da se vse v življenju na nek način uravna, ne. Prej sem že na začetku omenila to vašo iskrenost, ki jo ljudje začutijo, ki se je kazala v bistvu v vseh nekih vaših vlogah, pa tudi potem kot v teh pogovornih oddajah. Kako intenzivni ste pa doma za 4 stenami? Enako kot tukaj. Enako, mislim, jaz se tudi javno
In kot igralka, in kot naprimer v pogovorih in tako, v bistvu obnašam enako. Gre predvsem, veš, zakaj gre? Gre za to energijo in to avtentičnost, ne? Jaz se spomnim, da sem Rudi Kosmač je bil moj profesor umetniške besede, to se pravi, da smo mi brali prozo, ne? Da bi dobro prebrali. In jaz sem ta način govora, ki ga imam, in tako, kot jaz sem, to jaz šele zdaj vidim, ja, on meni večkrat rekel, ker me je imel zelo rad in on je bil tak dober govorca, veš, tak pravi akademik, tudi se pravi, avtentičnimi govorci in akademskimi govorci je razlika. Tam veš, da gre za nekaj, kar se lepo govori, pri nas pa gre za nekaj, kar se zna lepo povedati, ampak je avtentično, ne? In je rekel, ti imaš Madonna, svet je rekel, ti imaš zemljo v besedi in jaz sem si to zapomnila, pa itak nisem vedela, kaj. Hotel je povedati, da sem tako prizemljena v tem, ne? In med te sorte, med to pleme, v to pleme, se pravi, jaz spadam da sem lahko akademska, ampak hkrati zelo prizemljena in zelo ljudska in da se dotikam. In to je tudi moj namen. Ker jaz tam gor v onih akademskih sferah sem tudi že bila, sem se tudi zelo trudila, da bi bila tam, ampak tam si dokaj osamljen, ne, in pa tako, mislim, jaz mislim, da je igralstvo in to, kar mi delamo, mislim, za med ljudi namenjeno ljudem, ampak to pa tudi pomeni, da ne greš prenizko, da ne govoriš tistega, kar ljudem paše, ampak da govoriš na tak način, da poveš tudi tisto, kar ljudem ne paše, da bojo sprejeli in razumeli. To je pa bistvena razlika. In potem tudi posledično... Med populizmom pa med tem, kar delam jaz. Tako, in potem posledično tudi, da si s takšnimi ljudmi obkrožen verjetno, ne? Ker, tako kot ste rekli, če potem probaš iti v nek drug krog, pa ugotoviš, da tja ne pašeš, potem je bolje stopiti, ne? Ja. Mislim, s tem bi spet potem v bistvu zanikali sami sebe, ne? Ja. In ko zanikaš sam sebe, se v bistvu dobesedno res porežeš roke in noge. Mislim, to je bistvo. Tukaj tudi, naprimer, meni so zelo, pa moji akademski krogi učitelj, da sem populistična, da sem preveč ljudska, ne? In jaz sem rekla, ja, pa kdo nas gleda, ne? Hkrati, pa če boste šli gledati moje tam, ko pa sem bila jaz, naprimer, v kakih produkcijah, ki so bila res zelo na široko, pa zelo ljudska, pa tako, jaz nisem nikoli nivoja spustila, jaz sem vedno od ljudem dala največ mojega znanja, moje profesionalnosti, mojega celega jaz, vedno, ne glede v katerih produkcijah sem bila takole, ki se naprimer, ali pa nisem bila. Kako recimo gledate za nazaj? Je kakšna vloga, za katero bi rekli, to sem pa res težko odigrala, sprejela? Kakšna vloga je to bila ali pa bi bila, da bi jo težko odigrali? Zelo težko bi odigrala kakšno vlogo, ki poneumlja ljudi, se pravi, ki manipulira z njihovimi čustvi, se pravi, mislim, da nima nekega zdravega odmika, sam zato, da bi bila všeč, sam zato, da bi me radi gledali, sam zato, da bi se smejali, ampak tako, to bi zelo težko. Tukaj bi že kar imela probleme, drugače pa mi, igralci, imamo radi težke vloge, veš, pa negativne vloge, pa bolj se matramo, boljše je. Tako da jaz mislim, se vedno moram maksimalno potruditi in tudi pri vsaki vlogi, da dam najboljše, najširše, najbolj drugačno tudi sebe, ne? Sej to, ker se mi zdi, da se lahko igralec hitro ujame mečkano v to pas, da je v vsaki naslednji vlogi mečkano prejšnje ali pa isti. Ja, zato, ker te tudi začnejo pa zasedati tako, veš, mene, naprimer, v kako zelo nežno vlogo bojo težko zasedali, ne? Je meni pa vedno to izziv, ne? Tako da jaz, naprimer, če dobim neko vlogo, kjer bi jaz iz tiste močne ženske, iz tiste energične ali pa tako, lahko naredila kaj drugačnega, kot so mene navajeni, jaz vedno tja silim, ne? In je to seveda težje delati. Več energije terja od mene, več dela, ampak vedno iščemo, mi nikoli ne iščemo bližnjic, a veš, tako kot si ljudje mislijo včasih, to bom kar z levo roko naredil, pa bo. Mislim, vprašajte kjerkoli igralca, mi si vedno izberemo najtežjo pot. Zaradi te odgovornosti, pa zaradi tega, ker, a veš, najlažje je biti meni
to, kar jaz sem. Ne? Noter najde to, kar jaz sem, pa hkrati tudi nisem, ne? Kar vi ne vidite. Tja se je pa treba potruditi, pa prideti, pa ponotranjiti, pa to naven narediti tako, ne. Imate igralci kdaj potem konflikt sami sabo v smislu, kdo pa jaz zdaj v resnici sem? Glede na to, da se te vloge konstantno menjavajo. Ne, konflikta zaradi tega nimamo, ker si to mi želimo, se pravi različne vloge, različnega sebe. To je kaj ena mala psihodrama, v bistvu, lahko, ne, ti sam sebe raziskuješ. Jaz, če ne bi bila igralka, bi se mi po moje zmešal. Ne, čisto po pravici povem zaradi tega, ker ne bi znala, ker se mi je toliko stvari dogajalo in tako nisem znala živeti v tem svetu, da me je v bistvu teater zdravil, vse te druge vloge, te drugačni pogledi, ta prilagajanja, ta znanja, ki sem jih tam dobivala, so mene v bistvu res rešila, moje življenje, ne. Tako da mi nimamo tega problema. Ne, fajn je, da najdeš nekaj v sebi, kar ne poznaš, ker temu se, a veš, ponavadi človek po naturi izmika, ne? Da bi sam sebe videl v temi, pa v tistem najbolj groznem, naprimer nekaj, kar pač res ne ceniš pri drugih, kaj šele pri sebi. In pa da spoznaš to, tudi to sem, ne. Tudi to sem, ker življenje itak ni enoznačno, vse življenje ni sam pesmica, pa sam vse lepo. Mislim, da življenje je enako, je življenje, ko je vsega v neki harmoniji, v ravnovesju, ne. In tako tudi mi nismo taki. In tudi to, naprimer, to si misliš, da si ti pa res to zelo dober človek, pa ne vem, brez napak ali pa ne vem, kaj še vse to, ta človek ne obstaja, ne. Mislim, brez skrbi, da ne, jaz se kar soočam s tem in mislim, da je to tudi sporočilo v vsej tej duhovnosti, ki je, bodi pozitiven, pa tako, tudi sooči se s svojimi temami, ozavesti jih in vsakokrat, ko priplavajo na vrše, jih poglej in poskušaj transformirati, ne, poskušaj preobraziti, razumeti, postaviti v neko mesto, na neko mesto, kjer bo delal najmanj škode ali pa kaj takega, ne. Mislim, to je kar del, ne. Zvezdana, zdaj ste omenili duhovnost. Ja. Zdaj je to zelo in, se mi zdi, duhovnost v smislu, da je danes posameznik lahko zelo hitro duhoven, spet z nekimi bližnicami, se pravi, bom malo pomeditiral, pa sem že duhoven, grem na kakšno jogo, pa sem že duhoven. Veš kaj, ta duhovnost je danes velik biznis, ne? Iz naših stisk, ki jih je čedalje več zaradi tega zunanjega sveta in teh pritiskov, ko marsikaj česa več ne razumemo, ne vidimo več dobrih stvari. Mislim, hkrati živimo zelo lagodno proti temu, kako so živeli včasih ljudje in tako naprej. In potem je zdaj prišla ta duhovnost, ne? Zdaj pa malo takole rokce skupaj, pa bomo malo pomeditirali, pa ne vem, razne nebuloze, ki jih jaz danes vse slišim. Mislim, nebuloze, jaz ne želim biti žaljiva. Ljudje pač so izkoristili tržno nišo in seveda služiti na račun človeške bolečine je meni vedno malce vprašljivo. Mislim, ti seveda nekaj delaš in zato moraš biti plačan, ne, to je jasno, ampak seveda mora odzad stati neko znanje. Ne more biti odzad, ni dovolj en sam tečaj, ali pa tudi ni dovolj eno samo leto nekega učenja in tako naprej. Mislim, da ti res lahko kredibilno poučuješ nekoga, mislim, mora biti neke izkušnje. Zdaj pa seveda, človek pa mora nekje začeti, po enem letu ali pa po enem tečaju, pač nekje mora šolati. In seveda bi morale biti te cene primerne temu, tako bi jaz to uredila, ne. Kako pa urejajo to, naj urejajo, kakor hočejo. Hotela bi samo povedati ljudem, da je treba, ko iščejo pomoč, da naj poiščejo tiste ljudi, ki jim niso na prvo žogo všeč, pa ki mogoče govorijo tudi kaj, kar jim ni toliko zelo všeč, ker tam, kjer ti nekaj ni toliko zelo všeč, ali pa kjer nekaj začutiš, da boli, pa on, naprimer, to izpostavlja, mogoče se tam najdejo kakšne stvari, ki bi tebi v resnici lahko kaj pomagale. A veste, mi se vsi vedno obračamo tako, ko mi smo sončnice za našimi sonci, ki govorijo tisto, kar nas bo pobožalo, da bomo lahko ostali v svoji coni udobja. Z mano vred, to je normalno.
Ne? In jaz sem, na primer, začenjala to, tudi ko sem imela oddaje, veš, sem jaz bila nad vsakim navdušena, ne? Ki je tako rekel, ki je rekel misel pozitivno, pa to delati, pa uno. Potem sem pa jaz časoma gledala predvsem nekaj, ne? Ali ti ljudje to, kar govorijo, v resnici živijo. Zdaj pa jaz imam še mal drugače lahko vidim, ne? Mnogi tudi ne morejo videti njihovih privatnih življenj in pa sem videla, da tam pa je čist nekaj drugega in pa sem se počasi odmaknila, ne? Tako da najboljše je pač videti, a ta človek v resnici to živi, kar govori. Koliko je pri nas, bom kar tako rekla, blefiranja o popolnih družinah, v smislu navzven smo super fino fajn, v resnici pa vemo, da navznotraj ni tako. Jaz bi ti rekla, da skoraj 90%, če mi se mislim, poleg tega, vsak tretji zakon se loči, po parih let, razpade, vsak tretji otrok je zlorabljen, psihično, fizično, mislim, to so podatki, ki govorijo, ne. Jaz sicer temu ne bi rekla blefiranje, a veš, tudi to je človeška lastnost, da skrivamo svoje drame domače, ampak lahko ti povem, da ga ni skoraj, ki te drame ne bi imel, ne. Ampak to seveda še ne pomeni, da je nam lahko kaj lažje. Jaz bi predvsem rada nagovorila to, da bi se ljudje bolj razgovorili, da nas teh družinskih dram ne bi bilo sram. Jaz imam ta trenutek eno veliko dramo doma, tudi s svojimi sinovi, ki sem mislila, zdaj so odrasli. Pa to sem ravno želela reči, zdaj so pa že veliki. Ne, pa pridejo druge vrste dram, ne. In se moram reči, da sem zelo na nek način lovim, tudi kako se bom do tega obnašala, kaj bom naredila, kako bom razmišljala. V bistvu na nek način ugotavljam, da bom morala izstopiti iz tega in biti res spet sama. Se pravi, jaz v tej družini nisem več tako kot prej, ne rabijo me na tak način kot prej in bom sama, ne, in bom zdaj v bistvu morala izstopiti in gledati, kako bo to šlo naprej in si najdeti neko drugo skupnost, kjer bom lahko jaz živela, ne tako, da bom ves čas nekdo od mene nekaj hotel in tako naprej. Ampak to ni, veš, to ni blef. To so hude bolečine, nas je v resnici sram, da nam ni ratal. Ampak tega ne bi smeli tako razumeti, da nam ni ratal, ampak pa tudi in mi bi morali iz te družine odlepiti to nalepko, da je družina samo tako, pa tako, ne. Družina je naš največji laboratorij. Iz te družine nihče ne more pobegati, vsi smo s krvjo povezani in vsi, ki pobegnejo in mislijo, da so se tega kar tako rešili, se niso, ker bojo to samo odnesli naprej in predali svojim otrokom. In zato bi se morali vsi v družinah zavedati, da edina rešitev je, da se soočijo in poskušajo najti komunikacijo, da poskušajo razumeti drug drugega, da poskušajo s svojimi razlikami živeti v miru, v slogi in s tem tudi pomagati celotni družbi, ne, celotni družbi, ker od tukaj van raste celotna družba. Družina je v bistvu mikro pokazatelj tega, kako je celotna družba. Danes pa se v družini dva brata skregata, en gre tja, v Ljubljani stanujeta, se ne pogovarjata. Pa tega je toliko, da je zaznort. Mislim, še celo pri meni, v moji družini, se hoče nekaj takega zgoditi, jaz se trudim, da ne, in kličem in trudim. Ampak jaz tega več ne morem rešiti. Mislim, to je zdaj njihova naloga, a veš? Zato moram jaz izstopiti, ne? Ampak jaz zdaj to povem vsem. Nič ni, mislim, to ni nič posebnega, to se dogaja. Zato, ker te ego ti ven skačejo. In zato smo tudi prišli na ta svet, da ta ego, ki skoči ven, da ga mi obdelujemo, brusimo, da bomo z tega res naredili diamant. Nobeden izmed nas ni nevreden, da se posveti sebi in tudi drugemu. Ne? In če ne boš tukaj, boš pa že kdaj pozneje. Mislim, to te čaka, če ne tebe, pa tvoje otroke in si odgovoren za generacije naprej. Res si odgovoren, jaz se tako počutim. In verjetno je to
ravno ta najtežji del, ko veš, da moraš izstopiti, ko veš, da ni več, še vseeno pa kot mama seveda bi rad vse to poštimal in naredil red, da ne bi do česa hujšega prišlo. A si ti zamisliš, jaz sem brala vse te grške drame, ki tudi bratje pa sestre pa se kregajo. In zdaj se to meni, sem rekla, poslušajte, zakaj so te Grki že pred 1000 let pisali to? A mi bomo zdaj to ponavljali, to zgodbo? Jaz upam, da jo ne bojo, ne? Ampak jaz nanjo nimam več vpliva. Ne? Čeprav niso vzgojeni, so vzgojeni v toleranci in tako naprej. Ampak moški ego, najboljša leta, neke ženske pridejo zraven, ena bi to, druga bi to, glej, pa te primerjave, mislim. Tle mogoče tudi jaz nisem bila dovolj zrela, sem se tudi še dovolila te primerjave. Jaz, če bi še enkrat vzgajala svoje otroke, jaz ne bi dovolila, da se primerjamo. Mi si ljudje s temi primerjavami delamo res škodo. Zakaj se moramo primerjati stalno z nekom? Ja, ta igralka je isto kot jaz, pa let, pa to ona ima 200 € več plače, pa naj jo ima. A je mene kaj manj zaradi tega? Ne, ni, ne. Rekli ste nekoč, da ste se svojim sinovom upravičili za določene stvari pri vzgoji. Katera je recimo tista, ki vam najprej pade na pamet, da je bila vredna upravičila? Jaz sem naredila na primer eno grozovito, stvar, ki jo me je res težila, ne? Ampak takrat, ko sem to počela, nisem vedela. Jaz sem imela zelo velike težave v svojem zakonu in sem se srednjemu sinu, ki je bil očitno takrat mi najbližji, ali karkoli že, 11-letniku, v bistvu sem se na ga naslonila na nek način, ne. Zunaj nisem mogla nikomno povedati, on je bil prevelik, on je bil premajhen, ta me je pa gledal, ne. In je on kasiral to in on se je začel zame boriti in skrbeti in tako naprej in on sicer to še danes naprej, mi vrže, vsake toliko čas, ni stopil še iz tega, ker to so kar velike rane. Mame lahko svoje otroke ranimo doživljenjsko, ne. Ampak on bi ampak zdaj je pa že na njem. Jaz sem se upravičila, ker jaz nisem takrat vedela, kaj počnem. Vedela sem, da ni to prav, ampak nisem mogla drugače. Razumeš, in če človek ne more drugače, nazaj ne more nič drugega narediti, da se upravičim in da sem danes boljš. In jaz sem ko sem vse to predelala, šla pred njih in sem rekla, zame ni več treba fantje skrbeti. Puste, zdaj sem jaz v redu, jaz končno, vem, zakaj je šlo, končno sem tudi zbrala dovolj poguma, da sem te stvari rešila in tako naprej. Ne, ni treba skrbeti zame, ne. Poleg tega že to, da nekdo skrbi zame, meni šlo vedno na živce, od nekdaj, ne. Jaz, na primer, nikoli nisem dovolila, da bi moj mož mene vzdrževal, ne. Nikoli. Jaz sem hotela biti samostojna in tako, in pa se mi je pa to zgodilo, ne hote, ne vede. In to se nisem sama enkrat upravičila, večkrat, ne. Njemu najbolj, ker je pač bil on najbolj na udaru, pa tudi meni so otroci zamerali, ker sem živela v slabem zakonu. Zelo. Ne? Jaz pa nisem mogla ven. Raj pojdi stran. Ja, jaz pa nisem mogla ven. Mogla zaradi poguma? Ne, enostavno mi ni dal. Nekako, zdaj se mi je, da imam tega človeka tako rada, da se bo dal vse to popraviti, da bo en dan videl, koliko imam rada in vse to. Kar smo pač ženske, znamo tudi delati, ne. In dokler mi pač en dan ni ratalo jasno, da da jaz tega zakona ne morem sama rešiti. Pa še nekaj, se ni bil toliko zelo slab, a veš, je bil na meji, ne. Eno področje je bilo čist črna lisa, ki je mene najedal, ne. Ampak pa tudi moje sinove, ko pa danes pogledam, ne, pa ni bila sama ena lisa, je bilo kar več stvari, ki si jih jaz nisem se mogla z njimi soočiti, tako sem si želela srečne družine. In tudi velikokrat smo odigrali to pravljico vrhunsko, moja družina je imela zelo, enako število lepih, fenomenalno lepih trenutkov, ko je mogoče nobena družina druga ni, pa hkrati tudi zelo grdih in negativnih. Tako da nismo bili po regalcih, smo pa seveda si zadali globoke rane, ne. Ampak, a veš, jaz verjamem, ne, da če sem se jaz v bistvu na nek način
znala iz tega potegniti, pa si naliti čistega vina in ne delam več tega, oziroma nisem ostala v tem zakonu, čeprav se midva z možem zdaj, bivšim možem, pogovarjava in nisva skregana, kljub vsemu, sem jaz, ki pravijo, da če starši naredijo spremembo, da potem tudi otroci delajo spremembe. Tako da moje slejke prej čaka, tudi to soočenje in vidijo, da nikoli ni prepozen. A se vam zdi, da smo ženske bolj nagnjene k temu idealiziranju družine, se pravi, da hrepenimo po teh filmskih prizorih, kot jih vidimo, ne? Ja, ženske smo v bistvu, zato ker smo bolj čustvene in bolj te prizori na nas vplivajo, se tudi vidiš, naprimer, kako se ženske pustimo, naprimer, da nam zdaj govorijo, kako se, danes sem gledala, ena znana revija piše, to smo pa zdaj našli ene rekelce v Zari za 50+, ne. In jaz za žensko revijo, se meni zdi to sramota napisati, a veš, mi se moramo danes zavedati, ti boš meni zdaj svetovala, kako se jaz ne po 50 oblačim, ali kaj, ženski, se bi vendar morala razumeti, da to ni tako, ne. Ženske te pravljice gonimo naprej, čeprav jaz mislim, da odzad in pa moški zelo sledijo, ker moški imajo radi lepo družino, moški imajo radi dom, moški to ravno tako potrebujejo, koliko smo pa mi zreli za te stvari, za uresničevanje teh pravljic, so pa cene zelo visoke, ne? In mi nismo danes več tega pripravljeni plačevati, zato se tudi tako hitro ločujejo danes. Jaz sem v svojem zakonu 30 let garala. Imela sem se fenomenalno, ampak tudi zelo zandrek, če se smem tako izraziti, ne? Smete, seveda. Ja. Bi danes v zakonu naredili hitreje kakšne stvari, spremembe, bi se lotili reševanja zakona na drugačen način z vsemi temi znanji, ki jih imate? S temi znanji, jaz sploh v ta zakon vstopila ne bi, ne. Kjer bi bila pozorna na neke detajle, ki so se mi pokazali že takoj prvi trenutek. In še nekaj, jaz mislim, da takrat, čisto v začetku, ko se mi zelo zaljubimo, pa tako, odzad še vseeno mi je neka intuicija, a bo to v redu ali ne bo v redu. In jaz sem imela občutek, da bo to bolj težko, ampak da bo lepo, ne. In tudi, mislim, da mi to vemo, ne? Ampak mi pač nočemo tega slišati. In, mi smo prišli na ta svet, veš, da se učimo, ne? Delati napake, ne? Saj nismo prišli pravljice živeti, ne? Baje, da takrat, ko bomo to vse znali, nas ne bo več sem poslala. Bo pa že konc. Gor, ne? Bomo kar gor ostali. Tako da, to mislim, definitivno pa ne bi toliko časa čakala, ne. Ampak to je bil bolj moj problem, jaz sama sebe nisem dovolj spoštovala, veš, to ni bil problem, da bi bil kdorkoli drug kriv, ampak jaz se nisem spoštovala dovolj, nisem si verjela dovolj, hotela sem biti najboljša, najbolj vse in se mi je zdelo, da sem vse jaz kriva in tako to je bila, predvsem sem jaz odgovorna, da je to bilo tako, kot je, kjer če bi bila jaz cela, če bi vedela, kdo sem, koliko sem vredna in tako naprej, pa jaz nekih kompromisov ne bi delala, ne, ki mi niso prinesli ne njemu, ne meni, ne otrokom, nič dobrega, v bistvu, na koncu. Zdaj grem pa še eni malo bolj lahkotni temi. Ja. In sicer Peru me zanima. To je bilo pa eno posebno potovanje. Peru je bilo pa, veš kaj, jaz nisem zdaj zadnjih par let, že dolg časa pravzaprav nisem potovala, 6-7 let, in vedno sem delala, mi igralci itak ne moramo potovati med letom, ampak samo polet, ne, in to je slučajno padlo, tako da so rekli, da oni grejo 3. septembra in do 20. in nekaj, ko sem rekla, jaz to ne bom mogla iti, ker mi začnemo že avgusta in tako in se je sem videla, da nisem zasedena, pa sem videla, da se bomo z Dramo selili in sem rekla, ker kupila karto, da se mečkem bolj zavežem tam in sem kupila karto in plačala tisto dodatno zavarovanje, če bom skenslala karto, ker nisem vedela. No, pa smo pa julija dobili, da se nam vse prestavi za 1 mesec v Drami in sem bila svobodna. A si ti lahko zamisliš? Tako da so mi vse zvezde stale ob strani
In potem mi smo se s temi 13 Pančito, Inka Pančito on je 25 let že živel v Sloveniji, drugače pa on, doma iz Peruja, je starosevc, je Ink, ne, potomc Inkov, govori kečua jezik in tako naprej, glasbenik, umetnik, tako da midva sva se itak, že prej že srečala in poznala in jaz z njim, to so danes, ki midva gam greva, pa mogoče kakšne sodelujeva, pa kakšne pesmi, on igra zraven ali pa imam jaz kakšne predavanje ali pa kaj. Jaz se rečem, nič ne rabam midva se kaj dosti meniti, jaz rečem, ti sam začuti mene in potem je to flow, ne. No in in je bilo, se nabrali 13 ljudi, so se enkrat pri meni gor dobili na kmetiji. In jaz sem samo debelo gledala, tam je bil en Matej in je kar rekel, jaz hočem s tabo v sobi spati, en 35 let, to je pa zabaven, ne, kako si upa, ne, ampak to so bili sam heci, ne, in jaz sem seveda dobila 13 sopotnikov, ki niso gledali Zvezdane kot neka osebnost, a veš, kaj si zdaj, in sem lahko, kaj si ona zdaj misli, da je, pa kaj kdo je, pa z nekimi izdelanimi, kakšna bi jaz morala biti, ampak jaz sem dobila 13 ljudi, ki so me sprejeli točno takšno, kakršna sem. In pol si lahko misliš, koliko je bilo meni fajn, ne. Jaz sem se smejala s tem Matejem, sva pol imela, mi zabavala cel kombi, pol je, in vsi so bili glih prav malo na duhovnost, malo smo bili toliko izobraženi. Jaz sem se že prvi, ker smo že prišli v Limo, ne, in smo morali pol ure ali pa 3/4 ure čakati ta kombi, v katerem smo se peljali in se je Pančito jezil, oprostite meni, oprostite, niso ga spustili naprej, mojega šoferja, in tako sem si rekla, super, ni to tako, ne bo to tako, a veš, kad sem se najbolj bala, da bomo kaj na čredica tja letel, ura, tja letel, ura, ampak smo bili, noben ni kompliciral, ni bilo 45 minut, pa kaj pol, se pogovarjamo, veseli smo, da smo sploh v Peruju, in pol tisti ljudje, draga moja Eva, 30 let so za nami, revnejši so, ampak čista deželica, vsak nekaj dela, vsi so zadovoljni. Oni turistov ne jemljajo tako, kot naprimer zdaj vidiš, veš, kako je grozen, ko priješ nekam, pa vidiš, da te vidijo kot hodečo denarnico, ne, ali pa zaračunajo nekaj, kar je res brez veze, da ti je res težko. Tega nič v Peruju ni, ne. In tam sem si večkrat rekla, pa kaj nam v Sloveniji tle manjka, pa kaj se mi gremo, tako lepo deželo imamo, noben toliko zelo slabo ne živi, in če živi, naj pove, vsi mu bomo pomagali, ker mi si res znamo pomagati, ne, in tako naprej. Tako me je presunil ta enostavnost in hkrati povezanost z zemljo, ker mi smo tudi povezani Slovenci. Veš, koliko nas je zemljo, z vrtovi, z vsem tem povezano, ampak mi imamo neko, to je naše, to je moje, kakor da si boš karkoli nesel na uno stran, nič si ne boš nesel, niti grama zemlje, kvečem boš ti še 1 gramček ratov, ne. Tako da, to me je presunili so me tiste njihove planjave, tiste njihove širine, tisti njihovi nasmehi, in pa sem pa še fizično, prave trekinge, majko, milo. Pa kolo, ne? Pa kolo, veš, kaj jaz nisem, ne vem, koliko let se že nisem na kolesu vozila, na navadnem se znam, tam pa prestave. In on je povedal, to je tako. Rekla, jaz, ne vem. In oni so šibnali, cela skupina, jaz sem bila edina gor, v oni megli gor, sem se vozila in sem rekla, zdrži Zvezdana, kako je že rekel, ta je za to, ta je za to. In sem prelezla do prve postojanke, sem še enkrat razloži. In je rekel Pančito, ne, boš morala iti v kombi, če ne boš lovila skupine. Ne bom šla v kombi. In sem se naučila in predvsem sem imela te monologe sama sabo, ali pa ker sem šla, naprimer, seveda neodgovorno, veš, jaz so rekli pohodniške čevlje, in jaz imam pohodniške čevlje, in pol me je 2 dni preden smo šli, ne, rekli, pejti si jih obut, ne, da boš videla, če je vse še v redu, ne, in jaz si jih obujem, grem na sprehod s psi in takole se vračam in mi ostane podplat v travi.
Zdaj si pa kupi nove pohodniške čevlje, ne? Pa sem vedela, da to je pa najslabše, ne? Kaj pa zdaj? In sem si kupila, pa sem jih, mislim, ves čas nosila, kjer se je dala, ampak to ni isto, ne? So mi noge začele, sem čutila, kako mi drevenijo, mislim, to ne bo šlo, pa sem šla kar v navadnih teniskah, sicer ta dobrih, vse sem si ta dobre, tudi, mislim, ampak mehke, ne? Niso zadrževali gležnjev in tako, brez palc, seveda, ja, ne rabim palce, ne? Pol pa je bilo, tako da ne parkrat sem mislila, da bom samo sebe pregrizala. Ampak pa smo prišli na cilj, se veš, to je tako isto v življenju, ne? Grizeš, grizeš, grizeš. Misliš, da ne boš zmogel, ko pa prideš na cilj. Pa je pa tako lepo in si rečeš, wow, sem frajer, zmogel sem in se vržeš tam v tisti oazi, tisti kolki dol, nekje, Bogu iza nogu, pa kar bazen so imeli, pa sem kar plavala, razumeš, pa kar, pa polje, pa smo še, tam se strašno dobro je, a veš, pa smo še pa za jez dobali, pa je pa še rekel Pančito, vas bom malo učil salso, pa vse pa bačato, pa smo tam pol plesali še. In, pa se pol z Matejo malo zaplesala? Tako, pa še s kom drugim in v glavnem. In potem, a veš, cel dan sem hodila, mislila sem, da nog več ne čutim, zvečer sem pa svet plesala. A veš, kaj je to glava, a veš, kaj je to sreča, da ti, jaz bi lahko ostala, naprimer, nekak me vse boli, pa šla ležati, pa ne bi šla nikaj ven, pa ne bi šla gledati bazena, pa nič. Ne, in pa sem zvečer še plesala, ne, mislim. In to je, poleg tega sem tam tudi, smo šli obiskat ena vrata, ne vem, Aramo Muri, ali nekaj v tem smislu. In tam sem pa jaz doživela tako to energijski ta preboj. In sicer tega ne pripovedujem, ampak se mi je res dogajalo in tudi cela skupina me je gledala in sem pol na koncu rekla, skupina, oprostite, karkoli že je bilo, jaz si ne znam še tega razložiti, ampak bilo je nekaj in noben mi ne pripoveduje, kaj je to bilo, kje sem zdaj jaz bila in tako, jaz moram to sama. Se pravi, ne rabim prevajalcev, ne rabim nič. Dejstvo pa je, da energija je, da mi preko nje komuniciramo, ne? Se jaz preko teatra, jaz grem, naprimer na odru, začutim to energijo, tu začutim ta prostor, ti čutiš mojo energijo in tako naprej, to je. Koliko pa mi znamo s tem delati, pa ne znamo, to pa ne vem, ne? Mislim, jaz včasih znam, včasih pa tudi ne, včasih znam pa perfekten, ne? Pa so že prišli odgovori, kaj se je tam zgodilo? Ne še se to ne more. Mislim, jaz mislim, da se mi bo, mislim, malo se mi že kaže tudi v tem, kako sem ojačala, kako sem rečem ne, kakšnim stvarem, ki jim prej nisem upala reči ne, in znam celo tako reči, da nobenega ne užalim, kar je najbolj bistveno, ne. In tudi največja umetnost. Ja, da rečem ne, tako da ima pravzaprav človek občutek, da je on rekel ne. Celo tako, ja. In mene ni nič manj za to. Kmetijo ste omenili, na vaši kmetiji sem že bila in je res en tak raj. V bistvu tam človek res lahko najde en mir, Ja. ko pa še vse tiste živalce pol pridejo naokrog, pa sploh, no pa še mi, da smo se sprehodili po vašem vrtu takrat. Ja. Še vedno ste tako zelo pridni na vrtu? Ja, seveda, vrt imam, mislim, veš, kaj zemlja je, mislim, se zato tudi to energija, pa to, vse to čutim, a veš, mi smo, ljudje smo premalo prizemljeni, zato vidiš, stalno imamo prekrižane noge, stalno smo obuti, jaz, naprimer, kadar je meni najhujš, pa najtežje, jaz se sezujem in tečem ven na travo in se mečem, tudi če sem blatna, a veš, kaj to je energija zemlje, neutralizira naše bolečine, našo napetost in mi, naprimer, naše misli blokirajo, naše možgane, pretoke in zato tudi izbolimo. Jaz to vse verjamem. Mislim, da to kar nekaj je na tem. Mi moramo, mislim, skrbite ljudje, tisti, ki ste v mestih, da vsaj enkrat na teden greste bosi, da se prizemljite. To je zelo pomembno, ne. Tako da jaz, dokler bom lahko, jaz malo zdaj že razmišljam, da bom verjetno morala kmetijo prepustiti mladim in se počasi seliti bližje mestu, ne.
ker pač ne bom zmogla vsega tega. Nočem pa biti odvisna od njih, a veš, ker ta kmetija ima samo eno napako, da si odvisen, ker ima tako slabo cesto od drugih, da te bojo gor pa dol po zim pelali, ne, se čez let ne. In jaz, kot sem rekla, tako sem rada neodvisna, ne, in da če bo treba, bom pač, kaj jaz vem, našla si tle majhno stanovanje, pa bom tam gor imela, mislim, čez poletje in pa tako, ampak nočem biti odvisna, ne, sploh pa ne pol, kam starejša, pa ne bojo imeli časa zame, bojo imeli, mislim, ali pa Bog ve, mogoče pa ne, mogoče pa, ampak se poskušam tudi to vrstno prizemljiti, vem pa, da brez tega pa ne bom mogla, mislim, to je pa zdaj že, to sem pa že jaz, a veš. Ravno to sem zdaj želela vprašati, kaj pa ta ideja iz tega mira gor, narave, pristnosti potem nazaj v neko stanovanje v mesto? Veš kaj, jaz v glavi lahko potujem kamor čem, ne? A veš, tako kot mi vsi. In če bo treba, naprimer tistih 2-3 mesece po zimi, drugače bom pa jaz že brez skrbi tako, da jaz vrt bom imela in jaz v naravi bom. Mislim, mislim, da me čaka še kakšen scenarij, za katerega še niti vem, ne, ampak vem, da še vse, kar sem si želela, sem na tak ali na drugačen način dobila, včasih celo mnogo boljš, kot sem mislila, včasih pa na drugačen način, kot sem mislila, ampak sem, ne, tako da jaz se ne vidim zaprta med 4 stene, mislim, jaz moram imeti pa to živali, pa moje psi, pa to, ne, ampak ta trenutek še ne vem, kako bi naj to jaz v tem realnem svetu zgledal, ne, in pač prepuščam, ne, malo pa tudi življenju, ne. Življenju je treba zaupati, mi premalo življenju zaupamo, mi moramo vse narediti za to, da bi naj bilo tako, kot si mi mislimo, hkrati pa absolutno zaupati življenju. Jaz se spomnim, ker sem avto pokvaril tako, da sem rekla, zdaj pa nič, in sem se tam kar na tla usedla in sem rekla, kaj pa zdaj? So se zgodile neke misli, neki ljudje so se oglasili in jaz sem prišla do novega avta takrat, pa res mislim, na drugačen način, ki si ga v življenju nisem predstavljala, ne, ker si ti vedno misliš, da boš do novega avta prišel, ko boš tega svojega prodal, pa boš že vedel, kjer ga boš dobil, pa kako ga boš plačal, boš vzel leasing, pa tako, ne, jaz sem pa to, kar tako se je zgodilo. In se spomnim, da sem sam to rekla, življenje tebi zaupam, okej. Pa ker nijam kje drugega, pa ti pa zaupam. Ja, ampak sva spet pritisnemo, ne, da je pa včasih želimo pohitriti, in potem lahko tudi spregledamo in preslišimo kakšne te signale, ki nas lahko pripeljejo do rešitve v bistvu. Ja, ampak to je vse pot. To je vse pot. A veš, sej ne rabimo biti tako zelo strogi, jaz sem bila preveč stroga do sebe in jaz mislim tudi, da smo mi predstrogi. Če česa ne znamo, ne zmoremo, se usedemo, ne zmoreš, v redu, popij kozarec. Kakšna fajn voda, od kje pa je, kako pa voda nastane, pa jaz glej, 70% 90% sem jaz iz vode in se malo zamotiš, ne non-stop gledati problem, ne non-stop to razmišljati, ne. Ker tam noter ni več nič, tam zdaj moraš iti ven, moraš iskati navdih, ker navdihi prihajajo od tam, kjer najmanj pričakuješ, ne. In to je tisto, zaradi česar sem na začetku rekla, da ste bili večkrat lahko navdih, marsikomu verjamem, ker že takrat, ko sem bila pri vas, se spomnim enega nasveta in ga upoštevam. A res? In to je bil, Eva, takrat, ko ti bo najtežje, pet ven, pa malo zemljo grabi s svojimi rokami. Ja. Pa še več takšnih je bilo, no, sicer, ampak ja, zdi se mi, da dejansko, tako kot ste rekli, prevečkrat smo prestroge, bom zdaj tukaj mogoče ženske mečkan bolj izpostavila, v smislu, moram biti dobra mama, dobra žena, skuhan mora biti, pospravljen mora biti, vse mora biti. Aha, kje sem pa jaz? Pa moje prijateljice, pa moje druženja, pa moje zasebno življenje. In to vem, da je tudi nekaj, kar je vas potem v družinskem življenju udarilo, ne, po glavi. V smislu, imela sem en kup prijateljic, pa so šle. Pa, veš kaj, tako vam je rekla celo, ne, jaz sem imela malo prijateljic. Mislim, jaz nisem imela časa za prijateljice svoje. In tiste, ki so meni ostale, mislim, za tiste sem res hvaležna, ampak tiste so mene znale čakati tudi 2 leti, da se nismo slišale, a veš, ampak smo pol nadaljevale, kot da bi se videla včeraj. In jaz šele danes sem dobila par novih prijateljic, a veš, zelo lepih prijateljstev.
In jaz mislim, da se moramo ženske tudi nekaj zdaj sploh v tem času, to bi mogoče bilo tudi rada bi spomnila, ker me je to včeraj tako presunalo. A veš, ženska prijateljstva, mi mislimo, da to nekaj se dobimo, pa kavica, pa nekaj se pogovarjamo, pa tako naprej. Pravo žensko prijateljstvo, tega je premalo. Pravega ženskega zavezništva. To, da jaz tebi stojim ob strani, tudi če ti meni nisi najbolj všeč. Pa tudi, če ti govoriš neumnosti, ali pa se oblačiš neumen, pa joške mečeš ven po tleh, vlačiš ali karkoli že. Jaz sem tukaj zate, ker vem, da delaš neumnosti iz bolečine, ker vem, da delaš iz nevrednosti, napake in tako naprej. In ker sem tukaj zato tudi danes, veš, kaj se dogaja v Afganistanu? Veš, kaj se tam dogaja s temi ženskami? Mi ne smemo pozabiti na njih. Me ženske, ki smo tle relativno svobodne in se med sabo, kregamo in ne podpiramo in ne vem, kaj še vse. Veste, kaj se tam dogaja? Ne smejo niti k frizerju več iti. Zdaj so frizerji ilegalne celice, kjer se one lahko dobivajo. Ne smejo na glas govoriti, ne smejo iti v parke, ne smejo peti. Po 6. razredu ne smejo več v šolo hoditi. Danes v 21. stoletju in kje smo ženske? Kaj smo naredile za te naše sestre tam? Eva, koliko se nas je zdaj, jaz bom poskušala zdaj ves čas o tem govoriti, ampak koliko se nas je vstali pa rekli, poslušajte, tam so ene, umirajo pri živem telesu, umirajo, sam zaradi tega, ker so ženske, se morajo poročiti, ko so stare 8 let, 9, v 21. stoletju. In me se tukaj nekaj gremo in celo, naprimer s temi splavi in s tem, dovoli ženski, da je gospodarica svojega telesa. Mej svojo vero, mej svoje prepričanje, ampak spoštuj drugo žensko, da hoče biti gospodar svojega telesa. A je to kaj hudo? A je to kaj težko? Ženske bi se morale podpreti, v bistvu vzbuditi to divjost, ker namreč, draga moja, če pa res pogledamo, smo ženske odpeljali ta svet naprej in ta svet danes ni ženski, je po moški podobi narejen. Ker če bi ženske vodile svet, 100% toliko vojn ne bi bilo. Ne bi rekla, da ne bi bilo kakšne, ampak toliko vojn ne bi bilo. In ženskim na pamet ne bi pripadali, da bi tam moške zdaj zavezale, pa da bi se lahko samo v gozdu pa na lovu se srečali. Tako da, draga moja, so še večji problemi, še večje stvari od nas samih, od nasih lastnih malih riti, ki se tukaj gremo pa preseravamo, pa ne vem kaj še vse. Dajmo živeti hkrati hkrati za več in hkrati zase in za nekaj več, kot si ti sam. Mislim, da je to kar lepo vodilo za tole leto, v katerega smo vstopili. Je še kakšna takšna stvar, ki bi jo v letu 2025 radi dosegli ali pa izpostavili? Hvaležnost. Hvaležnost je, tako bi rekla, pogrešana dobrina, vrednota, ki je čedalje manj, ker jaz to tudi doma velikokrat rečem. A veš, hvala je reči tudi temu treba, a veš, da je ena žival zraven tebe tukaj, da deli s tabo, da te lepo gleda. Hvaležnost, a veš, da se zbudiš. Jaz sem že hvaležna, da se zbudim, vse lahko bi že pa umrla, na koncu, če ne nič drugega. In hvaležnost ima v sebi, to vam jaz na srce polagam, kadar vam je težko, ne, začni se zahvaljevati tudi svojemu sovražniku, tudi onemu, ki te je ranil. In boš začutil njegovo bolečino prej. Hvaležnost naredi nekaj znotraj od nas, veš, tlele tako razpre neko energetsko točko, da rataš širši, toplejši, razumevajoč, ker si hvaležen, ker sem ti neskončno hvaležna, da si mi dala danes prostor, da lahko govorim o tem, kar ni dobro samo za naju dve, pa za vaju dva, ki to posluša, da Bog ve, ali pa za kogarkoli. A veš, jaz sem mi res hvaležna in tudi, naprimer, ko sem utrujena, pa se mi kdaj kam ne da iti, pa me tako pokličajo in jaz kar postanem nesentimentalna, ko pomislim na hvaležnost, postanem boljši človek v tem smislu, da si rečem, pa hvaležna bodi za to, da ti nekdo da prostor, da je nekdo si bo vzel čas, da bo to gledal, da te bo mogoče en slišal ali pa dva, ampak to bo boljše, ker
nam ne manjka veliko, da bi lahko dobro živeli drug z drugim. Res ne. Samo te egote moramo pač vzeti kot diamante in jih brusiti potrpežljivo, s hvaležnostjo in se imeti lepo. Lepo se smejati, smeh je pol zdravja. Mislim, iz nič narediti smeh, iz nič narediti svetlobo. Zvezdana, hvala, da ste dovolili, da sem ustvarila varen prostor za vse te besede. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Hvala tebi, da si me povabila in hvala vsem, ki si boste vzeli čas, da boste to pogledali. Da ste to pogledali, če ste že zdaj prišli. Hvala.